S kitkom v svet pravljic. Radio Sora vam dela družbo v današnjem torkovem popoldnevu. 17:30 je ura, kar pomeni, da je čas, da se spet s kitkom potopimo v svet pravljic. Danes nam bo Romana Hafnar, knjižničarka iz knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, prebrala pravljico Kdo se boji bolj od zajca, letonsko pravljico iz knjige Zajec dolgouhec. Zajec je sedel v svoji luknji in tožil. Kakšne skrbi imam, revež? Niti smrčka ne morem pomoliti iz jame, ne da bi me skušal kdo uloviti. Včasih volk, včasih lisica, kdaj ris, da sploh ne omenjam lovcev, ki hodijo s psi po gozdu. Ošvrknil je s pogledom nebo in se spomnil še tega. Pa še ptice roparice, orel in jastreb prežita name čez dan, sova pa po noči. V takšnih škripcih sem, da me mineva volja do življenja. Tako se je zajec smilil sam sebi, pritoževal se je nad svojo usodo in svetom, na katerem ima toliko sovražnikov, dokler mu ni padlo na pamet, da je pravzaprav najnesrečnejše bitje pod soncem. Nikomur se ni treba tako zelo bati kot njemu in najboljše bo, da skoči v jezero in se ubije. Šel je torej in požiral solze, skozi katere ni videl poti pred sabo, dokler ni prišel k jezeru. Naenkrat pa so, čof, 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 okrog njega v vodo poskakale žabe, vse prestrašene, ker se je nekaj premaknilo v trstičju in jih gotovo hoče požreti. Zajec se je očarano zazrl v bežeče žabe, potem pa je bruhnil v tak smeh, da se je kar prijemal za trebuh. Glej ga, glej, tudi mene se nekdo boji, celo mene, strahopetnega zajca, Ni se mogel ustaviti. Šele, ko mu je od smeha počila zgornja ustnica, od takrat ima zajec preklano ustnico, se je nehal smejati, vendar ga to sploh ni spravilo v slabo voljo. Nasprotno, spet je vzljubil življenje in ni več razmišljal, da bi se utopil. Toda nazaj v gozd ga ni vleklo. Odločil se je, da bo šel po svetu, si našel dobre prijatelje in seveda primerno bivališče. Ker se je odpravljal na dolgo pot, si je naredil iz trstja in vrbovih šip majhen dvokolesnik, se sam zapregel v jarem in jo pogumno mahnil na pot. Popeval si je in zraven v taktu strigel z ušesi. Kmalu je srečal staro čevljarsko dreto. Kam greš? Jo je vprašal. Ne vem, nekod, nekam, mu je odvrnila dreta. Poleg tega sem že stara in težko hodim. Potem pa kar skoči v voziček, ji je predlagal zajček, in že sta bila dva. Zato sta tudi pela v duetu in čeprav je imela dreta nekam preoster glas, jima je bilo vendarle prijetneje potovati v dvoje. Naenkrat pa sta zagledala buciko in iglo. Kam pa kam? Je že oddaleč zaklical zajček. V svet. Ne veva nekod, nekam, poleg tega pa težko bredeva po tej visoki travi. Sedita na moj voziček, ju je povabil zajec, jima pomagal, da sta zlezli gor in se dobre volje zapregel nazaj v jarem. Ni se še utegnil dobro zakaditi naprej in malim popotnikom še ni uspelo ubrati glasov, da bi zapeli še eno pesmico, ko so pred sabo uzrli razbeljen ogelček. Žarel je in se kadil ter skakal po travi, zato je zajec jezno zavpil. Hej ti, odkotali se malo na stran, da te ne povozim.
kaj sploh počenjaš tukaj? Šel sem po svetu, pa ne morem več naprej, je potožil Ogrček. Vzemi me, zajec, na svoj voziček in ne bo težav. Ogrček pride vedno prav, če je treba zanetiti ogenj, je okleval zajec. Ampak kaj naj naredimo, da nam ne boš prežgal vozička? Rešitev pa je bila čisto preprosta. Zajec je položil na dno vozička ploščat kamenček, Ogrček se je usedel nanj in vseh 5 je nadaljevalo pot. Dolgo niso nikogar več srečali, dokler niso tam, kjer je pot zavila k ribniku, zagledali race. Pri priči je začela poizvedovati. Kam pa? Na izlet? Na izlet? Koga pa pelješ, zajec, na tem lepem vozičku? Pa kaj še, na kakšen izlet, je prhnil zajec. Z Dreto, Buciko, Iglo in Ogrčkom gremo v svet. Če hočeš, se nam pridruži. Z veseljem, mu je raca skočila v besedo, ujela zajčkov korak, vzela jarem pod krilo in že jih je bilo vseh skupaj 6. Potovali so prek travnikov in polj, čez gozdove in gore, dokler se ni zvečerilo. Zajec in raca sta se ozirala za prenočiščem in kot nalašč blizu steze zagledala hišico. Tako dobro je bila skrita za grmovjem, da bi jo le malo kdo našel. Zajec pa jo je pri priči opazil in usmeril voziček k vratom. Pogumno jih je odprl in ko so se prepričali, da ni notri nikogar, si je vsak poslal tam, kjer mu je bilo najbolj všeč. Raca v čebru s čisto vodo, tik za vrati, Bucika je zaspala zataknjena v brisačo, Ogrček pa na kamniti mizi, ki ga je prijetno hladila v hrbet. Dreta in Igla sta se zleknili na postelji, zajec pa se je zagrebel v dišeče seno na podstrešju. Utrujeni od celodnevne poti so vsi pozaspali, kot bi mignil. V hišici se je slišalo mirno dihanje spečih, nad hišico pa je na nebo priplaval srebrnkast mesec. Ob polnoči so se na stezi zaslišali glasni koraki. V hišico se je vračal njen pravi lastnik, strašni razbojnik. Grozno je bil umazan, vrgel je na tla vrečo z zlatniki, ki jih je nakradel ta dan, odprl vrata in se v temi nagnil nad čeber, da bi si pogasil žejo. Kako jih je dobil! Zaspana raca je s krili udarila po vodi in ta tuš je oslepil razbojnika. Potem pa je šlo kar po vrsti. Hotel se je obrisati v brisačo, pa ga je Bucika zbodla v lice. Skril se je pod mizo, tam pa ga je opekel razbeljeni Ogrček. Nič več ni vedel ne kot ne kam, zato je skočil na posteljo, naravnost na Dreto in Iglo. Ker je bilo v hišici čisto temno, je razbojnik mislil, da ga je tam pričakala cela četa vojakov, oboroženih sabljami in puškami. Ko pa je na podstrešju še zatopotal zajec, je razbojnik ušel skozi odprta vrata in bežal, kot da mu gori za petami. Seveda se v hišico ni nikoli več vrnil. Zajec in njegovi prijatelji so mirno spali do jutra, potem pa so ostali tam zavedno in kmetovali. Zlatniki, ki jih je razbojnik pustil pred hišo, so jim precej osladili življenje.